Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni. V današnjem podkastu gostimo Domna Kljuna iz Pustega hriba pri Ortneku v občini Ribnica. Mladega moža, kmeta in cerkvenega pevca, ki obožuje konje, smo lahko nekoliko bolje spoznali v oddaji Slovenija ima talent, ki poteka na programu Pop TV. Domen, lep dan vam želim. Enako, dober dan z moje strani. Danes smo Domno obiskali na njihovi domačiji na Pustem hribu, da bi ga še nekoliko bolj spoznali in se posvetili njegovemu vsakdanu. Domen, za vami sta že avdicijski in polfinalni nastop v oddaji Slovenija ima talent. Kako pa potekajo priprave na finalni nastop, ki se bo zgodil prav kmalu? Zdaj tako je, no. Priprave na finale potekajo dosti podobno, kot so iste priprave za avdicijo in polfinale. Imam priprave v avtomobilu. Mame včasih žena malo posname, da malo vidim približno, kje sem, kako pač vse skupaj izgleda, no, drugače pa v avtomobilu, no, v službenem avtu. V službenem avtu je največ časa? Ja, največ časa in lepo sem umirjen, sam sebe poslušam in tudi mi je najboljše. Omenili ste ženo, ali čeprav vemo, ne, vas je tudi žena prijavila na audicijo? Ja, tako je, ja. Žena me je prijavila, sicer preden je oddala prijavnico, me je pač vprašala, ne, in smo se v bistvu skupaj bolj odločili, no, in je bolj oddala. No. Aha, je bil konsens, ni bilo čisto presenečenje? Ni bilo. Tudi da sem se v bistvu jaz bolj strinjal s tem, no, da pa me prijavne, pa bomo videli, če bo kaj. Je bilo da, tako kot pred matičarjem, ne? Ja, tako. Zdaj pravite, da se že pospešeno seveda pripravljate, ker je finale tik pred vrati. Že lahko z nami tudi delite, katera pesem bo, ali to še ostaja skrivnost za takrat? Ne, to ostaja skrivnost. No. Lahko sem pač povem, da ostajam v mojih vodah, no, se pravi, da bom zapel slovensko. No. Tu lahko izdam, ostalo pač boste videli na sami oddaji. Vam torej tudi veliko to pomeni, da pojete v domačem slovenskem jeziku? Ja, to mi veliko pomeni. No. Jaz moram reči, da sem kar zaveden Slovenec, kar se tiče glasbe in vsega tega, no, tako da obožujem slovensko glasbo. No. Domen, kako pa se soočate s to medijsko izpostavljenostjo? Najbrž je tega zdaj kar veliko, ne? Več vprašanj, več tudi prošenj za intervjuje, konec koncev smo tudi mi z vami stopili v kontakt. Kako pa se soočate še s tem vidikom? Kaj torej so prinesli ti nastopi? Ja, ogromno je tega, ne. V bistvu radijino, televizije, ne, pač pristopajo. Nisem vajen tega, ne. To je zame čisto nov začetek. V bistvu je tako, no, ko sem se prijavil, oziroma ko mi žena prijavila, no, ko sem šel na audicijo, nisem vedel, kaj se bo sploh dogajalo, ne, v tem letu, ne. Tako da, ampak zdaj je že se polahko navajam na to, no. Tako da bomo videli, kako bo bolj vse skupaj izpadlo na koncu. Vam ni preveč v nadloga, no? Ne, ni mi zdaj nič v nadloga, no. Tako da sem se navadil in ni me več strah kamer, no. V štartu, ko smo to začeli snemati, ko je prišla kamera, ne, sem otrpnil in nisem vedel, kaj povedati. Ampak se govorim, same odgovarjam na taka vprašanja, ki so pač meni čisto življenjska, ne, tako da ni noben problem. Raje pojete, kot govorite? Ja, raje pojem, ja. Zdaj, Domen, vi kakšnih posebnih izkušenj, da bi hodili v kakšne glasbene šole, imeli, ne vem, za sabo koliko vaj nimate, ampak ste pa začeli prepevati že v šolskem zboru v osnovni šoli. Se pravi, se je takrat nekako začela vaša ta pevska v narekovaju kariera? Ja, tako je, no. Jaz sem začel prepevati v pevskem zboru, tako ste že povedali, v osnovni šoli Sodrazca. Bil je kot en zborček v bistvu, no, tako čist ni bil obvezen, bil je pa pač dobrodošel, da pojem tam, ker sem pač že videl učitelji, no, tudi učitelj glasbe, da je nek talent, ne, in sem pač tam se tudi bolj udeležil teh vaj in raznih nastopov, ko so kakšne prireditve šolske, ne. Drugače pa pol sem pa pač svoje pevsko znanje, ne, sem predvsem dobil v zboru, ki tudi ga še zmeraj obiskujem, v cerkvenem pevskem zboru Sveti Gregor. Tle pa sem začel spoznavati note, glasove, pojem tenor.
do takrat nisem vedel sploh, kaj je to, pač tenor, bas, ne, to nisem nič poznal. Ne, tako da sem tle začel spoznavati. No. Pol pa čez čas sem pa spoznal Nino, smo se poročila, po je pa ona izražala željo, no, da bi me prijavila, ne, in jaz sem pa pol bil pa za to, da me prijavi na talente. In zdaj pa sem tle, kar sem. Ja, vaši poti z Nino bova še nekoliko več govorila, ker pa ste omenili, ja, da prepevate tudi v župniji Sveti Gregor. Na koru, to se je začelo tudi že v osnovni šoli ali potem v srednji? V bistvu tako, no, jaz sem nekje do srednje šole sem bil ministrant, že od 1. razreda, no, takoj, ker je bilo možno, sem pristopil k ministrantom. In sem tudi čez čas pol vedel, no, in so me tudi vabili, no, pol v pevskem zboru, ne, da ko bom nehal, da lahko prestopim k njim. In sem prestopil v zboru, tako da sem še zdaj aktiven. Lepo. Logičen prestop, ne? Ja. Človek odrašča in potem tudi prestopa te meje. Kako pa so vaši sopevci na koru, kako so sprejeli to vaše udejstvovanje? So oni vedeli, da boste se udeležili? Oni so vedeli, ja. Oni so vedeli, no. Nisem jim takoj povedal, no. Takrat, ker mi ni napovedal, ampak čez čas, ko sem bil že na audiciji, sem pa pol pač omenil, oziroma sem jim povedal, da bom nastopil, ne, da me lahko gledajo, no. Po televiziji, ne, in so bili kar malo tisto šokirani to prvo, no. Ampak pol, ko so pa nastopili, so mi pa vsi čestitali, no. So bili veseli, da so lahko tudi oni del tega zbora, ki res prepevajo. Ja, na njih na nek način reklamirali, oziroma Ja. Se pravi, so bili odzivi pozitivni, Ja, tudi med pozitivni. Župljani in Ja. Vaščani. Tako je. Ja, mi smo v bistvu zdaj, ne, kot sem rekel, v zaselku Pusti hrib. Ne. Tako je. Koliko hiš, 2 hišni številki sta tukaj? Tako je, 2 hišne številke, živi nas 12 v tej vasi. V živali je več kot ljudi. To je zanimiv podatek, no. Predvsem za ljudi, ki ne vejo, koliko je to majhna vas. No. Se pravi, se na obeh domačijah ukvarjate s kmetijstvom? Včasih smo imeli skupaj, smo se ukvarjali s kmetijstvom, no, stara ata moja pa, se pravi stara mama od sosedov, no, sta brat pa sestra, tako da so imeli skupaj kmetijo, no. Jaz sem to še kot majhen sem bil, no, takrat, ker smo še skupaj furali, to lahko rečem, no. Potem smo se pa pač ločili, oziroma oče moj je naredil hlev, poseben, oni pa poseben, no, pa mi zdaj se ukvarjamo s kmetijstvom, no, sosed je pa prenehal, no. Tako da, v bistvu smo mi edini kmet v vasi. Ja, ukvarjate se pa v bistvu glavna žival na vaši kmetiji, to so konji, ne? Tako je. Ja, lahko kaj več poveste o tem, koliko jih je in... Zdaj imamo približno 30 konjev, ne vem točno koliko jih je, no. Avtohtono slovensko pasmo Posavec, seženo imamo tudi pač nekaj jahalnih konj, za sprostitev, drugače pa se ukvarjamo, no, s posavskimi konji, avtohtono pasmo slovensko. Torej, pomembno je, da je avtohtona slovenska pasma, tako kot vi radi prepevate, Ja, slovenske pesmi. tako je. Ko govorimo o prepevanju in tako naprej, pa ste tudi že preden ste šli recimo na to audicijo, na Slovenija ima talent, ste tudi kdaj prepevali na kakšnem zasebnem dogodku ali kakšni posebni priložnosti? Ja, je v bistvu tako, no, zapel sem na svoji poroki, prvi ples, to je bilo za vse presenečenje, ampak je glih tako, da to kriva žena, ne. Ona je imela to željo. Na njeno željo? Ja, ona je rekla, da bi bilo lepo, če bi ti zapel prvi ples, ne, tako da smo pol to speljala, no, tako da ni noben vedel, samo midva, pa pri svaki nisem pel v cerkvi, sem zapel eno pesem, to, ko sem se predstavljal na audiciji, no, kot Dvigneš me. You Raise Me Up, ne, Tako je, ja. kot Dvigneš me. Ja, pa bi lahko prepevali in plesali hkrati? Sem. Ste, ne? Ja, sem. Je bilo kar naporno, no. Moram reči, da sem takrat v bistvu ta prvič to naredil, no. Ampak je bilo kar naporno, tako da ni enostavno. Ni enostavno, ne. Rajši bolj pet biti skoncentriran na to, Tako ko pa se je. pleše, ne, se pa Ja. pleše. Ja. Sprašujem tudi zaradi tega, ne, ker ženo Nino ste spoznali na veselici, ne, in zato je bil povod pa ples. Ja. Ja? Povabil sem jo, no, tako je pač običaj pri nas, da povabiš punco plesati na veselici, ne. No, jaz sem pač naletel na Nino, ne, in sem jo povabil plesati. Potem je pa čez čas, v bistvu
to je bilo nekako na začetku poletja, ne, in čez celo poletje so pri nas tako veselice, v bistvu lahko rekel vsaki vasi skoraj, ne, in smo vse obiskujemo, ne, kot mlad fant in žena kot mlada punca, no, smo obiskovali in smo šla v bistvu zmeraj plesati, ne. No, potem smo se pa pač malo začela družiti drugačne, malo smo se vozila sem pa kaj pa, no, čez čas pa pol pristopili tudi mojim sorodnikom, no, pa k njenim, pa se je pa to razvilo. Ja. Nina ni iz tega zaselka, ne, z 2 hišami, ampak od drugod prihaja. Ja, Nina je z bloka. 10-15 minut stran od mene, tako da... Ne tako daleč. Ne. Ja. Tako da to je bilo super, no. A ste na veselici takrat tudi kaj zapeli ali bil ples tisti odločilni faktor? Ali lahko rečemo vse skupaj? Ne, nisem zapel, no. Aha, takrat še ne. Ne. V bistvu me tudi ni, verjetno prve mesece ali pa mogoče prva 2 meseca ni niti slišala pet, ne. Nisem prepeval, nisem tudi tak človek, da bi se rad izpostavljal s takimi stvarmi, no. Pol pa ne vem, pol mi je pa verjetno sem v avtu kaj pač tako upel, ne, ko smo se kam peljali, no, je pa rekla, ja, se ti znaš pet, ne. Tako da pol sem pa zapel, ne, na kakšni zabavi, ne, ali moje žlahte, ali njene žlahte. Pa se je pa to razvilo, ne, so pa vsi izvedeli, da znam pet. Ja, dobro, očitno vas je res Bog obdaril s tem pevskim talentom. Si na tem področju želite še kaj več, kajti to zdaj je ena taka stopnica, prelomnica, ljudje vas, Slovenci so vas že spoznali. Se želite na tem področju še kaj več, glede na to, da vi imate, ne, svojo službo, v katero hodite redno in to je zdaj neka postranska zadeva, ki pa je po vašem življenju pomembna. Ja, tako je, ne. Zdaj, tu se v bistvu iz nič sem prišel na 100% v bistvu zdaj, ne, tako da tu se je to hitro zgodilo v takem kratkem času, ne, da nisem še prav dost se s tem ukvarjal, kaj bi delal recimo v tej smeri, ne. Ampak imam pa željo, no, nekako, da bi prepeval na kakšni da bi na porokah prepeval, no, na kakšnih presenečenjih, da bi razveselil ljudi, no. V tej smeri, no, razmišljam. Imate kakšnega svojega pevskega idola, vzornika v Sloveniji ali tujini? Ja, največji idol moj je Marko Škubar, ne, hrvaški pevec, pač, on mi je najboljši. Njega najraje tudi poslušam tako v avtomobilu, ne, ali pa tudi prepevam ga zraven, pa mi odgovarja njegov glas in njegove pesmi, no, tako da mojemu glasu, no, tako da najraje njega poslušam. Če se zdaj vrnemo še nekoliko nazaj v vaše srednješolske dni in leta, vi ste po izobrazbi mizar, ne? Ja. Zdaj, mizarstvo, ukvarjanje z lesom, to je tudi neke vrste svojevrstna umetnost. In ta umetnost je pri vas doma, na vaši domačiji, že tudi kar prisotna. Ja, tako je, no. V bistvu oče je doma že ni bil nikoli v službi, oziroma je bil nekako tisti začetki so bili, no. Ampak drugače pa zmeraj skozi doma na kmetiji. Prej se je ukvarjal s žagarstvom, imamo žago doma. No, čez čas, zdaj, ko sem pa prestopil v tako službo, kjer se ukvarjamo s suho robo, so se pa tudi doma odločili, da bi se začeli ukvarjati s tem, no. In evo, zdaj tudi izdelujejo žlice, kuhalnice, no, lesene. In te izdelki potem tudi so namenjeni trgu, prodaji in tako naprej. Tako je, tako, absolutno. Od tega potem živite, ne? Ja, tako. Ja. Oče in mama živita v bistvu tega, no. Oba sta doma zaposlena. Poleg kmetije seveda, ne, on pač oče moj je zdaj še zmeraj glava družine, ne, tako da on tudi vodi kmetijo, ne, in se s tem v bistvu preživlja, ne. No, ste pa v bistvu v vaši hiši res medgeneracijsko zelo povezani, Ja. Tudi vaša stara starša živita Ja, tako je. v tej hiši, kjer danes poteka ta 3 pogovor. generacije živimo tle, ja. Tako da stara starša no, sta v Petličju, midva z Nino smo se ustvarila srednji štuk, smo pač naredila stanovanje, no. Starši so pa zgoraj, no, pa brat mlajši je še zmeraj doma, sestra je pa poročena, starejša, no. Je pa v bližnjo vas tukaj, 5 km od Pustega hriba. Se pravi, v bistvu vas je potem 7. Tako je. 7 v hiši. Ampak, ja, veliko za slovenske razmere, ampak pravite živali pa še več, ne? Ja, živali pa več, ja. Se z Nino rada odpravita na kakšno ježo tukaj po okoliških krajih in planotah? Ja, to je pač v bistvu največji hobi, no, od obeh. Tu naj je dosti bližalo, ne. Pač tak hobi, ne.
rada greva jahat, no, tu po bližnjih hribih. Pa ogromno imamo tudi prijateljev, ki se pač ukvarjajo oziroma ki imajo konje doma, tako da nas je več takih, ki se zberemo pa gremo jahat, ne, po okolici. No. Tudi tekmujete? Ne, enkrat sem se udeležil tekmovanja, no, drugače pa ne tekmujem. In oba sta ljubitelja konjev, je tudi Nina prenesla to ljubezen ali je potem izljubila, ko je vas spoznala skupaj, je prišla v paketu skupaj z vami? Ne, oba že prej je imela, no, ker starši njeni imajo doma tudi veliko kmetijo, no, imajo pač krave, no, tako da je v bistvu sabo pripeljala 3 konje na pust hrib. Od zraven, od tle, ki je bila doma, je pripeljala 3 konje na pusti hrib. Skupaj, ampak še zmeraj vaših bilo več, ampak za družbo ne. Tako, ja. Zdaj vi, kot ste že tudi omenili, vi ste sicer zaposleni, ampak kot ste mi zaupali, ne, pred začetkom pogovora si pa želite, da bi enkrat tudi vi prevzeli kmetijo in nekako stvari se peljejo na to pot. Tako je, ne, jaz sem pač človek, ki je rad službo, ne. In meni ni problem v službo iti, ne, pač očet je bil tu, je bil rajši doma, ne, da ni imel nad sabo kakšnega, ne, je sam se organiziral kaj pa kako, ne. Imam namen prevzeti kmetijo, voditi jo naprej, tukaj je zdaj zastavljeno, no. Bom pa še v tej smeri, da bodo živali bolj, da ne bomo imeli toliko dela z njimi, ne. Da bom lahko še zmeraj obiskoval službo, no, pa imel zraven kmetijo. Ja, zdaj, kakšno funkcijo pravzaprav pa imajo konji na vaši kmetiji? To je v bistvu tudi, seveda tudi ljubiteljsko, ampak seveda jih tudi uporabljate, ne vem, za kakršnokoli delo ali kaj podobnega? Zdaj delo pri nas opravljajo traktorji, no, zdaj tu ni več aktualno včasih, no, starata, tako ki mi propoveduje recimo kakšne zgodbe, ne, so bili konji namenjeni temu, ne, se pravi delu v gozdu ali pa na njivi, ne. Zdaj pač ni več ta namen, ne. Zdaj imamo konje, to, ko sem že prej povedal, ne, rodovniške, avtohtono pasmo, no. In se predvsem ti konji uporabljajo za rejo, ne. Se pravi, se žebeta prodajajo za rejo, v bistvu za nadaljne, da bodo kobile postale pa plemenski žrebci, ne. Zato se uporabljajo ti konji. In je zanimanje? Ja, ogromno, ne. Zdaj, čez tu kletne, ki je oče tu pač nadgrajeval kmetijo, ne, in to no je prišel do kvalitetnih živali, ne, da je dosti žebičkov prodanih tudi že mlajših, ne, takih, ki v bistvu sploh ne moramo še oddati, ne, da se v bistvu rezervirajo. No. Se pravi, vi bi še imeli željo hoditi v službo, ampak bi pa imeli, da imate pa še na veliko želje, da bi imeli pa svoj ranč. Ja? Se ga bom dolgo, ne, verjetno. Tako da, ja, smo se nekako tudi družinsko to zmenili že, no, jaz imam brata pa sestro, no. Sem tudi v bistvu najbolj zagret, ne, za to. Brat je pač bolj umetniško nadarjen, no, je bolj umetnik, no, v tem smislu, da je pač igra klavir, igra orgle. Tako da on je bolj v teh vodah, no. Jaz sem pa bolj za kmetijstvo. Sestra se je pa tudi poročila, pol je šla iz pustega hriba, no. Je pa tudi na drugo posestvo prišla oziroma v drugo vas, no. Pravite, da brat igra klavir in orgle, morda tudi kdaj zna orgle v življi? Ja, tudi za orgle. V bistvu imamo enega drugega organista, no. Brat moj uči v bistvu otroke. Mlajša generacija. Tako, mlajša generacija. Če pa je kakšna bolj taka, bolj svečana maša ali pa karkoli, recimo kakšen tak dogodek, ga pa naš organist prosi, no, da on pa prime za orgle. Organist naš, no, pač pa nam dirigira, pa da je vse bolj popolno. Pa je sestra tudi kaj se glasbeno udejstvuje, glede na to, da živi in vaš brat? Ima tudi sestra kakšne take dejavnosti? Ne, sestra ni nič glasbeno. Hodila je, no, sicer v glasbeno šolo kot otrok, no. Zdaj pa ne, je tudi pela prej, pri nas na zboru, no. Ampak, ko se je poročila, je pač prenehala pet, ki je šla v drugo župnijo, ne, v drugo občino, tako da ne prepeva
tudi tam ne prepeva zdaj. Ja, posod pridejo novi glasovi, prav, ne? Ja, tako je. Ja, pa morda tudi stari starši imajo ta glasbeni nekak talent ali željo, tam izvira to? Ja, tako no. V bistvu pojemo, jaz, moj oče in stara ata pojemo tenorne na koru, no. Tako da smo 4 tenori pa 3 v bistvu smo iz Pustega hriba, ne. Aha. Ja. Pa mami poje tudi, no. Mama je pa tudi pela, no. Zdaj pa pač ne prepeva več v pevskem zboru, no. Prepeva pa spodaj v klopi, no. Tako da... Ampak 4 iz te hiše ste pa na koru? Tako je, 4, no. Oziroma 5, no. Če brat še pomaga. Če brat pride, ja. Zbor pa je kako velik? Pa mislim, da nas je ne 30, no. V zboru. Potem je to kar ena šestina, ne? Tako da hitro zračunamo. Ja. Ja, lepo zastopstvo, ne? Ja. Ja. Domen, ja, vi pravite, da vam vera in duhovnost veliko pomenita in se na to, torej na vero, na Božjo pomoč, se tudi zatekate na audiciji, pa v polfinalu, zdaj tudi v finalu, se priporočate, Ja, tako je, Bog stoji v strani. absolutno. Pač vsak človek ima v sebi neko vero, ne. Zdaj pač kakorkoli je usmerjen. Mi smo pač usmerjeni krščansko, ne. Tako da mi pomaga in tudi pri maši dostikrat se pač poglobim vase in se tudi pogovorim z Bogom, ne, pa pač da mi zaželi srečo, ne, ali pa pač da nastopim kakor lahko dobro, ne. Tako da mi kar pomeni vera dosti. Ja, zdaj razumljivo, da vsak od 10 finalistov, ki se boste zvrstili na velikem odru nedeljske oddaje, si seveda želi zmagati. Konec koncev najbrž ste se tudi zaradi tega prijavili. S kakšnim rezultatom boste vi zadovoljni? Ali pa recimo, ko boste šli z odra in boste rekli, ja, s tem sem pa zadovoljen. Kaj bo tisto? Zdaj tako je, ne, jaz sem zadovoljen že s tem, kar sem dosegel, ne. Moj cilj je bil to, da pridem v finale. To je to, ne. Zdaj, kar bom v finalu dosegel, bom zadovoljen in je pa tako, no, pač absolutno je pa cilj, ker si enkrat v finalu, da čim boljš nastopiš in probaš zmagati, ne. Ker to je res pol neka potrditev, ne, da te imajo ljudje radi, ne, in te radi poslušajo, ne. Domen, največji ali pa najlepši kompliment, ki ste ga dobili v času od, bomo rekli, audicijskega ali pa polfinalnega nastopa, recimo strani domačih ali pa strani nekoga, ki vas do zdaj ni poznal? To je tukaj enih komplimentov, ne, da jaz nisem nobenega prav posebej zapomnil, ker si bili vsi, oziroma večina je bilo lepih, ne, tako da vsi mi želijo, no, pač, da še enkrat lepo zapojem, da jim polepšam večer. To je to, no, zdaj prav posebej, da bi si kakšnega zapomnil, se ga nisem, no. Ja, je res najbrž Je bilo ogromno, je bilo lepih komentarjev, no, tako da mi pa vsi čestitajo, no. Nisem imel kakšne slabe izkušnje od takrat, ko se je to začelo vse skupaj, no. Da sem zelo zadovoljen, kako so sprejeli ljudje, naši okolici in širše, no. Kdo bo z vami v nedeljo vas podpiral tudi v studiu, že veste? Zdaj tako je, no. Žena bo, absolutno, ne. Absolutno, če ne bi bilo nje, ne, se ne bi prijavili, ne bi stali na odru. Kolegi, bodo eni kolegi, no. Pa družina, no, ti prav bližnji, no. Bodo prišli še, no. Tako da, to je pa to, ne, saj tako je hitro pomol, ne, tako da ni... Ne bo težav s tem, kdo bo šel z vami, ne? Ja. Bodo pa itak absolutno tudi vsi spremljali, ne, po televiziji, to. Imam ogromno podpore, no, domačih in od, to, ko sem rekel, no, širše, cele Slovenije praktično, lahko rečem. Domen, še eno vprašanje, takole za konec, smo v tem predbožičnem adventnem času, ko si zaželimo seveda drugemu najlepše želje in tako naprej. Česa si vi želite, česa bi vi zaželeli našim poslušalcem in poslušalkam, ki poslušajo tale podcast? Ja, uživajte, ne, to je predvsem tu, ne. Bodite čim boljši, no. Pomagajte en drugemu, sploh v tem adventnem času, in pa čim več se družite, ne, v tem času, no. Ali je to s sorodniki ali s prijatelji, no. Ker je res en lep čas, ne, december oziroma adventni čas, ne. To je čas, ki ga lahko izkoristimo za obisk sorodnikov, ne, in bližnjih, no,
To jim zaželim. Super, Domen Kljun, najlepša hvala za prijeten klepet in prijeten sprejem tule na vaši domačiji. Seveda vam želimo uspešen nastop in vse dobro pri vaši nadaljnji poti, tako na zasebnem kot glasbenem in tudi seveda vseh drugih področjih življenja. Ja, najlepša hvala tudi vam, no, da ste me povabili na ta pogovor, da lahko tudi družini nekaj prispeva sebe. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci podcasta. Z Domnom sem se pogovarjal Marko Mesejedec in se slišimo kmalu.